Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem podcastu. Danes imam za vas pripravljen en malo daljši podcast, tako da prej, da začnete poslušati, priporočam, da se udobno namestite, kjerkoli pač ste. Govorili bomo pa o ašvagandi. Zdaj, že en cajt se pripravljam, da bi naredil pač podcast o ašvagandi, pa si pol nikoli nisem cajta vzel. Zdaj sem pa, mislim, na en teden, 2 tedna nazaj v četrtek dobil vprašanje, če je res, da ašvaganda nima tako močnih dokazov in da zaenkrat se še ne splača dodajati, če si v določenih stanjih. Pa se mi to ne zdi čisto res, zdi se mi, da ašvaganda ima dosti močne dokaze, da jo lahko priporočamo kot dodatek oziroma dopolnilo k prehrani, ki je drugače uravnotežena za določeno populacijo ljudi. Zdi se mi, da to tudi podprejo študije, določene, ne vse, plus da to podpre tudi praksa. V praksi jaz delam z ljudmi, ki delajo krvno analizo, tako da imamo in subjektivne in objektivne markerje in se mi zdi, da se na dolgi, tudi na kratek rok, v bistvu že v roku enega tedna, se lahko pokaže pozitiven vpliv ašvagande na določene parametre. Zato sem se tudi v bistvu odločil narediti podcast. Ok, kar gremo. Zdaj danes bomo naredili tak. Študije kar ene par za pregleda, če bi se hotel spustiti čisto v vsako študijo, pa razjasniti določene stvari v zvezi z tisto študijo. Zato sem se odločil, da bom po mojem mnenju 3 do 4 najboljše študije pregledal bolj podrobno. Druge bom pa samo delil ali tuger slike ali pa tuger slike, tako vedno, pa se lahko vsak ustavi, da na pauzo pa pogleda, o čem govorim. Bomo pa na hitro preleteli vsako uno študijo v roku 20 do 30 sekund. Ok, zdaj pa še zadnji 2 stvari, ko jih je potrebno, po mojem mnenju, nujno povedati, preden se spustimo v pregled literature za ašvagando, je prva stvar. Velikokrat pri prehranskih dopolnilih je tako, da podjetje, ki ustvari prehransko dopolnilo, če ima dosti keša, financira študijo oziroma študije, da pol pogledajo, a tisto prehransko dopolnilo deluje ali ne. In velikokrat se tudi zgodi, da so rezultati niti ne prirejeni, to se tudi sicer zgodi, ampak da so napačno interpretirani, da v bistvu pokažejo tisto dopolnilo v malo boljši luči, zaradi tega, ker pač gre to na roko tistega proizvajalca. To ne pomeni, da zdaj ašvaganda ali pa kjerokoli prehransko dopolnilo, ki je financirano strani podjetja, ki proizvaja tisto prehransko dopolnilo, da pač ne deluje. Fora je sam, da moramo biti še posebej pazljivi in tudi moramo povedati vedno, ko je podjetje všteto v enačbo, da je pač treba bolj pazljivo interpretirati študijo, pa se bolj osredotočati na statistično analizo, ko pa na same zaključke pač raziskovalcev. Pa še druga stvar, ko je pa mogoče tu še bolj pomembna, ko se pogovarjamo o prehranskih dopolnilih, zdravilih, tehnikah, ki regulirajo predvsem anksioznost pa depresijo oziroma simptome anksioznosti pa depresije, imajo subjektivni podatki oziroma subjektivna občutenja posameznikov v tistih študijah veliko težo tudi pol pri interpretaciji rezultatov. Sicer mogoče imam reči osebno malo bolj objektivne markerje, ki jih pač pol združiš z prakso, ampak v tem primeru so na primer vprašalniki, če so kvalitetni vprašalniki, ki so zlati standardi, bo imeli veliko težo, včasih tudi celo mogoče večjo težo, kot pa neki drugi objektivni markerji, na primer kortizol v krvi, bo ziher ne bo tako močen marker, kot pa nek subjektivni test, subjektivno merjenje skala, ko bomo pol pogledali, ko jo bojo uporabljali. Ampak tudi lahko izpostavim pač moj argument, zakaj so subjektivni podatki v takem primeru mogoče celo bolj močni kot objektivni, oziroma vsaj tam. Če pogledamo, kako naša percepcija lifea vpliva na pojav depresije in anksioznosti, oziroma kako naša percepcija lifea vpliva na fiziološki odziv, ko se pojavi ta depresija in anksioznost, mislim, da ne rabimo razglabljati, kako pomembno je subjektivno počutje pri taki stvari. Ok, zdaj gremo pa končno na podcast. Zdaj, malo bom gledal tule, malo bom gledal v kamero, zaradi tega, ker imam tule podatke pa grafe pa vse, pa da ne boste gledali, kaj da fakt se dogaja. V glavnem, prvo študijo, ko si jo bomo pogledali, se mi zdi ful dobra študija. Primerjali so, kako reguliramo stres s pomočjo ali dodatka ašvagande oziroma ašvagandijega ekstrakta ali pa placebo skupino. Študija je bila objavljena leta 2019, randomizirana, je na ljudeh, je dvojno slepa, kar pomeni, da so imeli in placebo skupino in statisti so bili pol slepi in niso vedeli, od kje so rezultati, teda to še malo bolj zviša kvaliteto dokazov. Pa še vzorec načeloma ni bil glih ful mali. Ni bil velik,
ni bil pa tako mali tudi ne. Bolj všeč mi je bila pa še zaradi tega, ker so združili in objektivne mere, se pravi krvno analizo, ko bomo pogledali, kaj so gledali, in združili so subjektivne meritve. Ok, in zdaj, če si pogledamo študijo. V študiji je sodelovalo 60 oseb iz Indije. To je ok vzorec, tako sem rekel, ni pa zdaj, še vseeno bi raje videl tam od 100 ljudi naprej. Ampak vzorec ni spet tako mali. Imeli so 37 moških, pa 23 žensk. Bili so pa naključno postavljeni, tako sem prej rekel, eni v placebo skupino, eni so bili postavljeni v skupino, kjer so prejemali ashwagandhin ekstrakt. 240 mg ashwagandhe, ekstrakt se pa imenuje Shodan. Ne vem, kako se izgovori, napiše se SHODN. Tu v tej študiji so sodelovali zdravi posamezniki, ampak so bili posamezniki, ki so imeli svojo percepcijo stresa oziroma percepcijo stres, ki se jim dogaja v lifeu, je pač bila povišana glede na splošno populacijo. Študija je trajala 60 dni, tako da tudi ni bila kratka študija, je kar 2 meseca trajala, kar je tu pri ashwagandhi še pomembno, končali so jo pa vsi posamezniki. Tako da tudi adherence je bil pač 100%, kar je super. Ok, zdaj tu je kar na začetku potrebno omeniti, tako sem rekel, vedno je potrebno izpostaviti, če vidiš zadevo, ko je treba izpostaviti. In tu je bila zadeva, da je bil to en ekstrakt, Shodan, ki ga je pač naredilo eno podjetje, oziroma je prehranski dodatek, oziroma prehransko dopolnilo, ampak to podjetje ni financiralo študije. Preiskovalci so tudi napisali, da niso imeli konfliktov interesov. Je bil pa med temi trije preiskovalci so bili, 2 sta bila neodvisna, en je bil pa preiskovalec, ki je že enkrat delal raziskavo za en drug dodatek, ki nima nobene veze z ashwagandho ali pa s tem podjetjem, in je tudi zato že dobil kompenzacijo, ko je pol pač tisto študijo interpretiral na nekem odru, ne vem točno, kje je bil. Ampak kljub temu so preiskovalci pač napisali, da tule niso imeli konfliktov interesov, zato ker pač niso imeli kaj s tem podjetjem. Vsi osebki v študiji, se pravi vseh teh 60 ljudi, je imelo klinično diagnosticiran povišan stres, ki so ga pridobili, prvo so naredili vprašalnike, oziroma neke skale, pol so pa to podprli še z krvnimi markerji, oziroma so pogledali, kaj tudi krvni markerji pravijo. In sicer uporabljali so vprašalnik HAM-A, to je Hamilton Anxiety Rating vprašalnik, je validiran vprašalnik, nekateri ga pač govorijo, da je to zlati standard za v to smer, ko se pa zdaj gibajo. Vprašalnik je pa v bistvu s pomočjo ene skale, ko je od 0 pa do 4, ocenjuje, kako močna je percepcija anksioznosti posameznika v življenju, pa kako ga tista anksioznost v življenju ovira. Zdaj, 0 je najmanj, 4 je pa ono pač, ko te ovira v lifeu. Pa imamo drug vprašalnik se imenuje DASS-21, je pa Depression Anxiety Stress Scale. Načeloma na podoben način meri stvari, s tem, da ima skalo od 0 pa do 3. Isto je validiran vprašalnik v psihologiji, uporablja pa, mislim, da je 21 vprašanj, 20 vprašanj, ki ocenjujejo predvsem, kako posamezniki ocenjujejo, da so močni tisti simptomi depresije pa anksioznost na njihov life. Ful podobno kot prejšnja stvar, ampak še vseeno malo drugače. Teda v bistvu imamo 2 vprašalnika, ko iz 2 različnih vidikov ocenjujeta pogled oziroma subjektivno občuteno anksioznost pa depresijo. Kar je spet super, imaš 2 različna vprašalnika, pa lahko gledaš med tistim 2 vprašalnika, kako se rezultati ujemajo. Potem imamo še pa objektivne mere, ko sem rekel, to so gledali pa kortizol, gledali so testosteron in prosti testosteron, pa gledali so DHEA. DHEA je malo bolj znan v področju biohackerjev pa raznih influencerjev, ampak to je dihidroepiandrosteron, pač to je en produkt, ko lahko v telesu pokaže, ko je kronično povišan ali kronično znižan nivoje stresa. In merili so in vprašalnike in krvne markerje so merili na dan 0, se pravi pred samo intervencijo, pol so merili 15. dan, 30. dan, 45. dan pa 60. dan. In tudi tu se je pokazalo, lahko si pogledamo graf, nivoji hormonov so podprli teorijo oziroma so podprli njihovo percepcijo povišanega stresa. So bili tudi povišani oziroma znižani in to nakazuje na stresni odziv telesa. In zdaj gremo na rezultate. Zdaj, kaj so rezultati pokazali? Če pogledamo tule, se je pokazalo, da je bila ashwagandha v primerjavi s placebo skupino, je bila pokazana, da ima signifikanten vpliv na nižanje ta prvega vprašalnika, se pravi tudi HAM-A vprašalnik, pa tudi skoraj signifikanten vpliv, pač jaz bi rekel tak, signifikanten vpliv je bil, če pogledamo iz vidika številk, ampak ni bil pa iz vidika statistične analize, ampak samo v placebo skupini, samo v skupini ashwagandha, medtem ko se, kot vidimo v placebo skupini, ni približal signifikanci oziroma se skoraj niso spremenili rezultati prej potem. No in ko pogledamo pa objektivne rezultate, se pravi krvne markerje, se je pa pokazalo tudi, če pogledamo ashwagandho,
je znižala nivoje kortizola, ampak ne jutranjega kortizola, se pravi nasploh nihanje kortizola čez dan je bilo bolj optimalno kot prej. Znižala je tudi nivoje dihidroepiandrosterona, DHEA, vse so merili itak na tešče. Povišali pa so se nivoji testosterona, predvsem pri moških statistično, pri ženskah statistično signifikantno ni bilo, ampak se je pa povišalo. Zdaj, tu je potrebno omeniti, vedno nižati kortizol, predvsem jutranji kortizol, je ne samo, da ni pametno, celo negativno bo vplivalo na našo fiziologijo in na naše zdravje. Isto, te razlike v testosteronu, ko se tule kaže, niso bile zdaj take razlike, tako da bi si ti intravenozno oziroma intramuskularno pikno testosteron, pa da bi imeli kakršenkoli učinek. Fora je samo, da je bila razlika signifikantna, statistično, in da se kaže, s tem, ko se pač kortizol zniža, je logično, da se bo zvišal na dolgi rok tudi testosteron, še posebej, če se bo optimiziralo cikle kortizola, se pravi zjutraj visok in pol tekom dneva vedno manjši in zvečer skoraj nič in pol spet drug dan višji zjutraj, pa vedno manjši proti večeru. Če se to optimizira, se bo povišal tudi testosteron in v tej študiji se je to pokazalo. Ok, in zdaj, če zaključimo, se je pokazalo, da ashwagandha lahko niža simptome anksioznosti in depresije pri zdravih posameznikih, ki subjektivno občutijo pač povišane te dve stvari oziroma te dva stanja. Gremo na drugo študijo. Druga študija, tu so imeli pa diagnosticiran en sindrom, o katerem bomo govorili, bila je pa spet randomizirana študija, dvojno slepa s placebom. Se pravi, kot sem rekel, govorimo o populaciji, ki je imela klinično diagnosticiran GAD sindrom. Zdaj, GAD sindrom je Generalized Anxiety Disorder in so pač tudi bili na zdravilih tisti, ko so pač v tej študiji sodelovali. Preiskovalci so hoteli predvsem ugotoviti v prvi vrsti, če je ashwagandha sploh signifikantno kaj vpliva na ravni anksioznosti pa depresije, oziroma če izboljša ti GAD sindrom oziroma disorder. Predvsem so pa hoteli gledati, če hkrati, ko ima na primer pozitivno vpliv, če ga ima, če hkrati nima stranskih učinkov oziroma kakšne stranske učinke ima. To pa zaradi tega, ker, zdaj bom delil tule sliko ali pa tule, mislim, da so napisali, ja, pri osebah, ki so na zdravilih, ko na primer enkrat izboljšajo svoje simptome, začneš imati zdravila, po 3 mesecih so tvoji simptomi se izboljšali. V 25 do 80% primerov v enem letu od tega, ko začneš biti na zdravilih, se simptomi poslabšajo, hkrati pa še vedno pač zdravila imajo stranske učinke. To mislim, da bi se lahko vsi strinjali. Še posebej SSRI. Zdaj, ta študija, tule vam moram povedati, kakor je pa vzorec za mene osebno pod 50, tudi če je na ljudeh, je pa treba povedati, da vzorec je mali, pač je mali, ampak še vsem se mi zdi to študijo vredno izpostaviti, zato ko se mi zdi, da je bila kvalitetna, pa da je pokazala par stvari glede ashwagandhe. Se pravi, imeli so 40 ljudi, vsi so imeli zgor omenjeno diagnozo, se pravi GAD disorder. Razdeljeni so bili naključno, se pravi randomizacija, v placebo skupino, kjer jih je bilo 18, pa v ashwagandha skupino, kjer jih je bilo 22. Tule tudi so omenili raziskovalci, oziroma preiskovalci, da so nivoje oziroma količino, na katerih pač zdravilih so pač bili posamezniki, to niso spremenjali. Se pravi, ashwagandho so dodali na zdravila. Imeli so pa 1 gram ashwagandha ekstrakta dnevno ali pa placebo. Tule je mogoče potrebno omeniti še to, zaradi tega, da bomo pač čisto vse omenili, da ne bo kdo mislil, da se kaj sprenevedamo, ampak tu so merili pa samo subjektivne markerje, merili so tudi HAMA rezultat, pa še neke druge vprašalnike so imeli, ko pač mogoče niso te kvalitetni, zato bom sam tudi HAM-A upošteval. Ampak, če pogledamo rezultate, tule lahko na grafu vidimo, skupina, ki je pač jemala ashwagandho poleg SSRI-jev v primerjavi s placebo. Placebo sploh ni imel vpliva oziroma niti približno signifikantnega. Medtem ko je skupina ashwagandha znižala rezultat iz 14 točk na 8 točk. Skoraj za 50% boljše oziroma boljšo regulacijo simptomov so imeli, ko pa skupina placebo. S tem, da so dodali samo ashwagandho. Ok, in poleg tega vprašalnika pa drugih subjektivnih markerjev pa počutja, pa to so gledali še simptome, a so se kaj spremenili na tem disorderju, a ne? In pokazalo se je, da samo ashwagandha je imela močen signifikanten vpliv na izboljšanje oziroma na nižanje GAD simptomov, medtem ko placebo skupina ni opazila nobene razlike, oziroma mala razlika je bila, ampak ni bila niti približno signifikantna. Sej lahko vidite sami na grafu.
Se je pa tudi pokazalo pri tej študiji, kar je zanimivo, da se tam po 14 dneh začne kazati efekt ašvagande, najmočnejši je bil pa tule v tej študiji, naprimer po 6 tednih. Se pravi, tule pa je, jaz ponavadi priporočam 14 dni on, 14 dni off za večino populacije, ampak tako, ko imaš pa očitno nek disorder, je pa očitno na dolgi rok bolj treba imati, zaradi tega, ker je fiziologija tudi že toliko oslabljena, da je pač očitno rabi toliko dodatka. Tu mi je zelo zanimivo, oziroma zelo všeč, pa še posebej zato, ko tudi voda teče na moj mlin. Preiskovalci so zaključili, bom tule tudi delil njihov zaključek, ampak zaključili so, da je potencial, da v ašvagandi vidijo močan potencial, da ima zelo močen učinek, da ima manj stranskih učinkov oziroma da jih nima v primerjavi z SSRI, da oni načeloma pač priporočajo jemanje ob, ampak da načeloma, kakor jaz razumem iz njihovega zaključka, je ašvaganda mogoče zdaj treba malo naprej pušati, zaradi tega, ker ima potencial, da pomaga tudi ljudem, ki imajo dejansko disordere. Ampak, potrebno je pa omeniti, zdaj nisem ziher, zdaj govorim na pamet, a so oni to napisali ali ne. Mislim sicer, da so, da je bila to zelo mala študija in da je potrebno narediti še več študij, oziroma vsaj še kako študijo na večjem vzorcu ljudi, ki imajo diagnosticiran tudi gut disorder. Ok, zdaj pa še zadnja študija, ko si jo bomo danes bolj podrobno pogledali, je pa študija, ko v bistvu korporira in anksioznost in depresijo in malo še izgubo telesne mase, oziroma kako lahko nadzoruješ telesno maso med tem, ko se sooča s simptomi depresije in anksioznosti. Bila je pa spet randomizirana, dvojno slepa študija na ljudeh. Zdaj, študija je bila malo bolj kompleksna, zato ne bomo čist vsega pogledali do potankosti, bomo pogledali tiste stvari, ko se meni zdijo bolj pomembne, pa če si pač kdo hoče, ne najde študijo ali pa mi ne piše, vam pošljem, pa si bo lahko šel sam pogledati. Zdaj pa glih ona študija, ko je meni na meji. Ne bom rekel, da je dost velika, ne bom pa glih rekel, da je mala, zato ko ima 52 subjektov, je pa bolj proti unim malo manjšim študijam, ki že lahko kar zdaj na začetku rečem, da kljub temu, kar so pokazali rezultati, bi jaz res videl še vsaj ene par študij na podoben princip, oziroma s podobnimi posamezniki, ali pa vsaj eno študijo z večjimi posamezniki. Ok, tu so imeli pa 52 posameznikov in posameznic, starih med 18 in 60 let, bili so pa pod kroničnim stresom. Imeli so diagnozo kroničnega stresa, niso si sami dali diagnoze, se pravi, so mogli tudi simptome kroničnega stresa, se pravi, mogli so zadostiti kriterijem, niso mogli samo oni reči, jaz imam pa simptome kroničnega stresa. Mogli so imeti rutinski in visokostresni šiht, ko je bil pač ocenjen, da je visokostresni napram nekim povprečno stresnim šihtom, možnost, da spišejo dovoljenje za študijo, kar pomeni, da so pač mogli biti polnoletni, pa njihov BMI se je mogel gibati med 25 pa 40, da so imeli tudi BMI, so bili tudi 38,5 v tej študiji. Zdaj, kar mi je bilo še bolj pomembno tule, da so iz študije izključili ljudi, ki so imeli diagnozo neke prehrambene motnje. Pomembno je to zaradi tega, ker za prehrambeno motnjo je pa krivo toliko različnih dejavnikov, da jih ne moramo pripisati samo anksioznosti ali pa depresiji, in jaz mislim, da če bi te ljudi pač upoštevali v študiji zraven, oziroma da jih ne bi izključili, bi močno negativno, oziroma pač močen vpliv bi imeli na rezultate. Ta študija je trajala 8 tednov, posameznike so, tako smo prej rekli, naključno razdelili v dve skupini. Zdaj pa, ena skupina je prejemala 300 mg ašvagandinega ekstrakta od KSM-66, to je oblika ašvagande, ko jaz mislim, da je pač najbolj potentna, oziroma se je najbolj splača uporabljati. Druga skupina, placebo skupina, je imela pa identično kapsulo, zato da je še tule bilo, pač, da so dejansko videli, kaj jejo, ampak je bil pač placebo neter. Ne vem točno kaj, mislim, da so dali škrop ali nekaj takega. In zdaj, kaj so opazovali? Tu so pa opazovali več stvari, zato sem rekel, da je študija bolj kompleksna. Opazovali so PSS. PSS je v bistvu naprava, ki meri globalno merjenje kroničnega stresa. Zdaj, če si kdo želi pogledati, kaj je ta naprava, pač zakaj je zlati standard, bom delil študijo v opis. Ampak, kakor jaz vem, je to zlati standard za gledati, kako globalno stres psihološki vpliva na fiziologijo. Naslednja stvar, ko so jo gledali, je bil FCQT vprašalnik. To je pa vprašalnik, ko vsebuje 39 vprašanj, ocenjujejo pa predvsem cravinge. Tule, ker se bo zdaj vprašalnik pokazal, pa tule. Se pravi, kako so naši lušti povezani z stresom. Ker vemo, da pri večini ljudi bo stres povzročal više cravinge po hrani. Zdaj se zgodi, da pri ljudeh stres tudi naredi čisto za prelakoto, oziroma sploh nimajo ljudje apetita, ampak 80% ljudi ima več apetita, ko je pod stresom.
Pol je bil še en vprašalnik, tudi dober vprašalnik, pa validiran vprašalnik za psihološke motnje. Imenuje se pa OHQ vprašalnik in vsebuje 29 vprašanj. Ocenjuje pa predvsem trenutno psihično počutje, uporabljajo ga pa, pač tako sem rekel, izmed kvalitetnejših orodij za analizo psiholoških motenj oziroma nasploh pač psihologijo posameznikov. No in na koncu so to podprli še z nivoji kortizola. Kortizol, pač tako sem prej rekel, ok, marker, če ga meriš v krvi, ampak dobiš samo en snapshot slike, en snapshot in ne veš, kako se ti čez dan giba. Tako da načeloma ni ful pomembna mera, tudi če je objektivna mera, ampak o tem drugič. A ja, pa tule vidim še, da so še en vprašalnik so dodali, ki se pa imenuje TFEQ, pregleduje pa kombinacijo, v kakem psihičnem stanju smo in kako na to psihično stanje vpliva na vzorce hranjenja, predvsem ono impulzivno hranjenje. Ok, gremo na rezultate. Primarni rezultat je bil tudi rezultat od PSS. Pokazalo se je, da načeloma med samimi merjenji se ni signifikantno razlikoval, ampak ko pogledamo baseline merjenje, pa pol merjenje po koncu študije, se je pa, naprimer po 8 tednih, se je pa pokazalo, da po 8 tednih v skupini, ki je jemala do tega 300 mg ashwagande, se je signifikantno izboljšal rezultat na tem PSS testu. In sicer v skupini, ki je jemala ashwagando, je padel rezultat iz 20 na 13, kar je spet skoraj 50%. V primerjavi s placebo skupino je pa naprimer baseline je bil tam z placebo skupino 19 pa 20, se pravi placebo skupina je imela 19 in je po 8 tednih jemanja placeba padel rezultat na 17,8, se pravi za 1,2. Medtem ko je v ashwagandini skupini padel za 7. Potem, če pogledamo FCK rezultat, FCK je vprašalnik, ko je tudi validiran in velikokrat uporabljen v psihologiji, se je pokazalo, da spet samo za ashwagandno skupino po 8 tednih signifikantno boljši rezultat kot v placebo skupini. Ampak tudi pa naprimer vidimo, da po 4 tednih pa ni bilo razlike, tudi v ashwagandni skupini, oziroma bila je razlika, ni bila signifikantna razlika, kar spet podpre prejšnjo študijo, ko se kaže, da očitno pri ljudeh, ko imajo res neko klinično diagnozo in se že več kronično ukvarjajo s tem že dlje časa, pol očitno 2 do 4 tedne je tam nek minimum jemanja prej, da ima ashwaganda vpliv pozitiven pač na našo fiziologijo. Zdaj tule, glede kortizola bom sicer omenil, ampak tako sem rekel prej, meni kortizol ni tak ful dober marker, zato ker ne vidim vsaj 4 merjenj kortizola čez dan, da bi videli pol, kako se gleda. Ampak se je pokazalo, da se pač fluktuacija kortizola se je v ashwagandi po 4 tednih se je znižala za 16%, po 8 tednih pa za 22%. Kar je, tako sem prej rekel, lahko super, lahko pa, če je to zjutraj načeloma mogoče ni najboljši. Ok, pa še stvar glede telesne teže. Tule lahko vidimo, da se je po 4 tednih razlika ni bila načeloma nekaj signifikantna. Upadec telesne teže je bil 2% v skupini ashwaganda, pa 1% v placebo skupini. Ampak se je po 8 tednih pokazala signifikantna razlika, ker je naprimer v placebo skupini je ostal 1%, pač dejansko ni bilo skoraj niti male razlike, medtem ko je v ashwagandni skupini skočilo še za 1% in je bilo pol 3% v ashwagandni skupini pa 1% v placebo skupini. Isto se je zgodilo z BMI-jem, po 8 tednih je bil bolj signifikanten oziroma signifikanten rezultat, ampak samo v skupini ashwaganda. Zdaj tule ne bi nič kaj posebej izkakali v to, da če boš pa zdaj jemal ashwagando, boš pa kar shujšal zaradi tega, ne. Ampak verjetno zaradi tega, ker je ashwaganda znižala nivoje stresov, je bilo manj prenajedanja, tudi ko se kortizol zniža, manj vode zadržuje telo, tako da lahko da je bil tudi upadec telesne teže oziroma upad telesne teže samo zaradi vode. Tule zdaj ne bomo neki ful, zato ker bi bilo bolj kot ne samo špekulacija, zato ker niso tudi natančno merili telesne sestave pa nič, ampak je zanimivo, da niso spremenili nič, razen jemanja ashwagande, pa so takoj se je malo pokazala tudi regulacija telesne teže. In to lahko zdaj pač podpremo zdaj z tem TFEQ vprašalnikom, ki ocenjuje, tako sem prej rekel, kognitivno restrikcijo iz vidika hrane. Pokazal se je pa signifikanten vpliv v skupini ashwaganda, ljudje so lahko bolj nadzorovali svoje cravinge, ko so bili pod stresom. Ok, zdaj pa, tule imamo napisane alineje, kaj se vse je v tej študiji pokazalo, pač ko so pregledovali. Pokazalo se je izboljšanje PSS rezultata, ki kaže na globalne nivoje psihološkega stresa v telesu, oziroma kako psihološki stres vpliva na fiziologijo. Znižal je, oziroma v skupini ashwaganda se je znižal apetit oziroma stresno nažiranje. Izboljšala se je kognitivna restrikcija, kar v bistvu sovpada,
Izboljšali so se nivoji kortizola in s tem povezano, pač s stresom povezano impulzivno hranjenje. Nasploh se je izboljšalo počutje in nivo energije, sicer v obeh skupinah, ampak v ashwagandhi signifikantno, v placebo skupini nesignifikantno. Pa tudi, če pogledamo parametre, tako so naprimer tule v študiji, ko so gledali planiranje, iz vidika hrane in iz vidika nasploh lifea planiranje, pozitivna spodbuda, negativna spodbuda, kontrola nad hranjenjem, čustva glede hrane, se pravi, kako percepcijo imamo glede na, a se bojimo cukra, oziroma če pojemo cukra, se slabo počutimo. Ampak spet samo signifikantno v ashwagandha skupini, medtem ko v placebo skupini se to ni pokazalo. Za telesno težo smo že omenili, sicer oni še posebej napišejo, da se je izboljšala v to, ampak tako smo rekli, tule jaz ne bi dal takega poudarka na telesno težo, ko je pač bolj kot ne samo stranski produkt izboljšanja nasploh fiziologije telesa s tem, ko je pač so se nivoji stresa oziroma stresnega odziva malo zmanjšali. Potem imamo pa še TFEQ vprašalnik, kjer se je izboljšal rezultat, kar pomeni, da se je zmanjšalo poseganje po visoko procesirani hrani, ki se pa velikokrat pokaže, da ljudje pod stresom posegajo po visoko procesirani hrani prej, ko pa po nekih polnovrednih živilih. Kar je logično zaradi tega, ker dopaminski receptor je visoko procesirana hrana bolj zadane, že samo zaradi njih kombinacije ogljikovih hidratov pa maščob, plus tega bolj dobra je, bolj palatabilna je, solena je bolj, načeloma vpliva na vse tiste evolucijske poti v našem telesu in rajš pač posegamo pod stresom po procesirani hrani, ko pa po neki polnovredni hrani, in tudi to se je pokazalo v tej študiji, da se je zmanjšalo v skupini ashwagandha. Ok, zdaj pa tule bom dodal še njihov zaključek, pa če si ga hočeš prebrati, daj na pauzo, zaradi tega, ker se mi je zdel pač omembe vreden. Jaz grem pa zdaj naprej. Ok, no, in zdaj, tako sem prej rekel, bom sam preletel naslednje študije, ko mi jih še vredno omeniti v roku 20 sekund. Prva študija je bila metaanaliza na ljudeh, ki je pregledovala, kako ashwagandha vpliva na anksioznost. 62 je bilo pregledanih virov, na koncu je kriterijem zadostovalo 5 študij, se pravi, v tej metaanalizi je bilo pregledanih 5 študij. Zdaj, tule je pa potrebno reči, vseh 5 študij je imelo signifikanten vpliv, se pravi, ashwagandha se je pokazala za boljše kot placebo skupina. Je pa res, da so imele, mislim, da 3 ali 4 študije celo od 5 visoko stopnjo biasa, tako da je treba interpretacije tistih študij vzeti za rezervo, če si bo šel kdo to metaanalizo pogledati. Ampak, če pogledamo statistične rezultate, so dejansko, oziroma ne statistične rezultate, statistično analizo nasploh, dejansko bi še vedno rekel, da se kaže, da ima ashwagandha boljši vpliv kot samo placebo. Pa enkrat, če bom omenil tule, ne vem, če sem to že dosti omenil v svojih podcastih. Placebo je zelo močna stvar. V kliničnih študijah morajo zdravila premagati oziroma biti bolj signifikantno morajo vplivati na našo fiziologijo kot placebo, če hočejo, da lahko pridejo pač v lekarne, pa pač da se lahko v zdravstvu uporabljajo. In to velikokrat ne gre skozi, zaradi tega, ker je placebo tako močen. Teda to, da ashwagandha načeloma premaguje oziroma ima bolj signifikanten vpliv kot placebo, kaže na to, da pač očitno ima nek pozitiven potencial, oziroma da pač ima potencial. Ok, potem imamo naprej. Kognicija pri stresiranih posameznikih, randomizirana študija s placebom. Zdaj, ta študija mi je bila pa predvsem všeč zaradi tega, ker je imela velik vzorec. Imeli so 130 posameznikov, pa po 90 dneh je študijo končalo 125 ljudi. Tako da, ful močna adherenca tudi. Bila je pa spet dvojno slepa placebo študija, tako da spet niti raziskovalci niso vedeli, s katerimi rezultati imajo opravka. Pokazalo pa se je, da skupina ashwagandha v primerjavi s placebo izboljšuje signifikantno spomin, izboljšuje fokus, izboljšuje nasploh psihološko zdravje iz vidika subjektivnih rezultatov, izboljšala se je kvaliteta spanca pri ljudeh, ko so imeli poslabšano kvaliteto spanca zaradi anksioznosti, in pa nasploh pa znižani so bili nivoji stresa. Hkrati so v tej randomizirani študiji ocenjevali tudi varnost ashwagandhe, ki pa se je še enkrat več pokazala za varno prehransko dopolnilo. Zaenkrat na dolgi rok, se pravi 90 dni, 120 dni, mislim, da največ sem delal do zdaj 3-4 leta, da ni bilo negativnih učinkov suplementacije z ashwagandho. Ponovno naslednjo, teta je spet preiskovala varnost in učinek visoke koncentracije z ashwagandhom in je bila s placebom randomizirana in kontrolirana. Tako sem rekel, randomizirana dvojno slepa študija, 64 posameznikom z diagnozo visokega in kroničnega stresa. Po končani študiji so rezultati pokazali, da celoten spekter ashwagandha ekstrakta poviša odpornost na stres in s tem izboljša kvaliteto lifea. Tule pri tej študiji, zdaj govorim na pamet, ampak mislim, da je to ena študija,
ki je imela spet eno prehransko dopolnilo od enega podjetja, tako da je potrebno njihovo analizo oziroma njihovo na koncu zaključke je treba malo za rezervo vzeti, ampak če si gremo pogledati statistično analizo, se kaže po mojem mnenju, da ima ashwagandha dejansko tak učinek, ko so napisali, mogoče ne tako močen, ko so oni napisali. Ampak glih zaradi tega tudi ne interpretiram njihovega zaključka. Pa imamo še eno študijo, kako ashwagandha vpliva na kognicijo odraslih z povečanim stresom. To je bila randomizirana, dvojno slepa s placebom študija na ljudeh iz leta 2022, se pravi zelo nova študija, spet 60 ljudi. Po mojem mnenju je bila kvalitetna metodika zbiranja podatkov, trajanje študije je bilo 30 dni, kar tudi ni zdaj kratko, kot smo videli, ashwagandha začne načeloma delovati ali v roku enega tedna, če smo zdravi, ali pa od 14 do tam 28 dni neki, tako da še vsem, študija se glih tam giblje, da bi lahko rekel, ok, lahko bi pokazalo neki. Pokazalo pa se je izboljšanje predvsem odzivov v kogniciji, psihologiji in fiziologiji na stresorje, ampak samo v skupini ashwagandha. To samo pomeni pač, da se je dejansko pokazalo, da ko so bili ljudje pod stresom, so tisti, ko so imeli ashwagandho, imeli boljšo kognicijo, pa nasploh psihologija njihova, oziroma kako so se odzivali na stresorje v lifeu, ko se pač dogajajo normalno. Pač je bilo v skupini, ki je imala ashwagandho, je bil boljši odziv, oziroma manj stresni odziv na stresorje. Imamo pa spet eno metaanalizo ashwagandhe in vpliva na spanec. Zdaj, to je ful preveč kompleksna tema, da bi zdaj lahko s tem rekli, da ashwagandha ima vpliv na spanec. Jaz mislim, da ima lahko vpliv na spanec pri določeni populaciji, ampak ta študija je pokazala. Zdaj, v pregled je bilo upoštevanih 5 študij, ko so pač zadostovali kriterijem, ko so bili dejansko strogi. Vse skupaj je bilo 400 subjektov, kar pomeni, da imamo že nek lep vzorec. Pokazal se je pa manjši, ampak še vsem signifikanten vpliv na kvaliteto spanca. Predvsem pa, ko pogledamo podskupine, če vidimo, ja, ne vem, če boste videli, pa če si boste šli pogledati študijo, ampak če pogledamo podskupine, se vidi, da je predvsem v podskupini, ki je imela diagnozo insomnije, bil tisti vpliv signifikanten, zato ima tudi signifikanten vpliv pol overall. Jaz bi rekel, se pravi, da ljudi, ko imajo, ne vem, diagnozo insomnije, predvsem zaradi stresa, oziroma ko pač imajo nek problem z spancem, lahko ashwagandha pomaga. Nekim zdravim ljudem, ko imajo pa drugače ful dobro že, ne vem, prehranjevalne navade, ko trenirate, ko treba, ko imajo cirkadiane ritme zrihtane, pa mislim, da ashwagandha ne bo imela zdaj nekega signifikantnega vpliva na spanec, če jo bomo dodajali. A ja, pa tu, v tej študiji se je pokazalo še, da je ashwagandha imela vpliv na sam nivo alertnessa, ne vem, kako bi to rekel slovensko, pač nivo alertnessa, med tem, ko so bili nivoji anksioznosti povišani. Se pravi, ko imamo mi anksioznost povišano, začne malo našo kognicijo tudi ovirati, zaradi tega, ker pač itak smo anksiozni, pa razmišljamo o neki tisti stvari, ko se še ni zgodila, pa nas tista stvar zajame, večino razmišljanja in pač pol lahko da pač druge stvari, ko jih moramo narediti, ali če imamo kako predstavitev, če moramo kaj brati, se ne moramo skoncentrirati. In pri tej študiji se je pokazalo, oziroma pri tej metaanalizi se je pokazalo, da ljudje, ki suplementirajo ashwagandho, se jim ne poslabša kognicija toliko, ko so nivoji anksioznosti povišani. Kar se mi zdi v bistvu še kar pomembno. To je pa zdaj to za enkrat. Zdaj smo šli samo pogledati, kak vpliv ima ashwagandha na pojav anksioznosti, depresije, kako lahko s tem reguliraš težo in pa kako lahko svoj fiziološki odziv malo znižaš glede na dan stresor, oziroma pač na stresor, ko se zgodi. Zdaj naslednjič, imam pa za vas, če bo tudi podcast dobil do zanimanja, pa če bo pa za ashwagandho še zanimanja, imam pa eno študijo, ko kaže učinek na športni performance in je metaanaliza, eno študijo, ko kaže, kako ashwagandha vpliva na trening za moč, eno študijo, ki načeloma kaže, da lahko ashwagandha viša VO2 max pri zdravih posameznikih, in pa eno randomizirano s placebom študijo na mladih posameznikih in na njihov performance, če so na ashwagandhi ali pa če ne. To sicer pač mene bolj zanima, če ne bom si itak jaz sam pogledal pa dal to v Patreon skupino, ampak če bo pa vas zanimalo, pač bi rad vsaj videl, da je pač, da dobi, ne vem, tudi video neke oglede oziroma komentarje oziroma neko, da pokažete zanimanje, da se spet spustim te globoko. Zato, ker tudi ne vem, če se vam da poslušati mene, ne vem, koliko sem zdaj tule, 30-40 minut govoril. To je to, hvala za ogled. Upam, da je bilo danes manj premikanja kamere, ko sem nekaj spremenil, če ne bom se mogel še naprej truditi. Pa je to. Se vidimo v naslednjem videu. Ajde.